V zdravstvenih domovih se je začelo prostovoljno in brezplačno testiranje na koronavirus. Občina Slovenske Konjice ima letos rekorden proračun. Dela umetnikov iz celjske umetniške četrti so na ogled v njihovih izložbah. Slovenci se v Laškem pripravljajo na obračuna z Nizozemci ter za nastop na svetovnem prvenstvu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Danes se je po nekaterih zdravstvenih domovih po Sloveniji začelo prostovoljno in brezplačno testiranje na okužbo z novim koronavirusom. Testiranje so točno opoldan začeli izvajati tudi v zdravstvenem domu Celje. Namenjeno pa je vsem občankam in občanom mestne občine Celje. Testiranje bo od ponedeljka do četrtka v hali A na celjskem sejmišču potekalo med 12. in 16. uro. Takole so danes začeli s prostovoljnim in brezplačnim testiranjem v Celju. Zdravstveni dom Celje bo namreč v teh dneh izvajal testiranje z namenom odkrivanja morebitnih okuženih med na videz zdravo populacijo. Planirane so prve 4 ure, potem nadaljujemo v istem terminu, torej od 12. do 16. ure tudi jutri in pa v četrtek. V četrtek pa bomo potem glede na odziv naših občanov, torej občine Celje, Vojnik, Štore, Dobrna, se odločili, ali bo potrebno ta čas podaljšati ali pa skrajšati. Testiranje je torej v prvi vrsti namenjeno tistim, ki nimajo znakov okužbe z novim koronavirusom. Ti hitri testi so namenjeni iskanju morebiti okuženih med tistimi, ki ne kažejo znakov bolezni. Zato res prosimo, da na to testiranje prihajajo taki navidezno zdravi. Tisti, ki pa so bolni ali pa občutijo neke znake bolezni, naj se pa ne obrnejo na svojega izbranega zdravnika, ki jih bo pa poslal na testiranje z metodo PCR, ki je za dokazovanje bolezni še malo bolj specifična in natančna. Verjetno je podoben postopek tudi, če dobimo pozitiven rezultat tega hitrega testiranja? Tako je, v primeru, da ste na hitrem testu pozitivni, vas bomo vsekakor testirali še z metodo PCR v dogovoru z vašim izbranim zdravnikom. Kako testiranje hitro poteka in kako hitro potem dobimo rezultate? Naročiti se ni potrebno. Vse občane prosimo, da vzdržujejo v čakalni vrsti to varnostno razdaljo, da se tam ne rokujejo, da imajo maske. Ko ste pri nas v našem prostoru, oddate zdravstveno kartico, osebno izkaznico, mi vas vnesemo v sistem in vam naredimo hitri test. Rezultati imamo cirka v 15 minutah, rezultat dobite potem ustno in pa tudi na SMS. V primeru, da pa rabite še pa pisni izvid, vam pa tega lahko natisne izbrani zdravnik ali si ga sami natisnete preko portala e-zdravje. Na izvedbo testiranja so Celjani dobro pripravljeni. Testov je dovolj na zalogi. Imamo 4000 testov, kar pomeni, da za nekaj dni smo zagotovo pokriti. Izkušnje nam pa kažejo, da v prvih dneh je zanimanje zelo veliko, potem pa se postopoma zanimanje zmanjšuje. Se pa brezplačnemu množičnemu testiranju pridružujejo tudi okoliški zdravstveni domovi. Zdravstveni dom Šentjur je prav tako danes začel z brezplačnim množičnim testiranjem s hitrimi antigenskimi testi za občanke in občane občin Šentjur in Dobje. Testiranje se bo izvajalo do četrtka med 14. in 18. uro. Lokacija testiranj pa je kontejner za stavbo zdravstvenega doma Šentjur. Občanke in občane tudi tu prosijo, da na testiranje prinesejo zdravstveno izkaznico in osebni dokument ter vzdržujejo varnostno razdaljo. V letošnjem letu bo imela občina Slovenske Konjice rekorden proračun. Težak je 18 milijonov evrov in je naložbeno naravnan. V konjiški občini bodo tako dokončali nekatere projekte, ki so jih začeli že lani, ter se lotili še nekaterih novih. Tudi letošnji proračun je participativen, saj so vanj vključeni nekateri projekti po željah občanov. V občini Slovenske Konjice bodo tako med drugim letos dokončali prizidek zdravstvenemu domu, naložbo, ki jo ocenjujejo na 1,2 milijona evrov. V proračunu pa so že zapisane tudi nove naložbe. Poudarki bodo seveda, da nadaljujemo s temi projekti, ki smo jih letos začeli. Je pa seveda tudi nekaj novih. Torej največji projekt je zagotovo izgradnja sekundarne kanalizacije v okolici Slovenske Konjice v višini približno 4,5 milijona evrov. Pri tem smo 2,5 milijona evrov pridobili iz kohezije oziroma iz države. Ostalo bomo zagotovili svojega proračuna.
Tu gre za nekje 15 km sekundarne kanalizacije, na katero se bo, ko bo končano, lahko priklopilo približno 700 občanov na centralno čistilno napravo Slovenske Konjice. Precej naložb bo na cestni infrastrukturi. Tako bodo prenovili 600 metrov ceste Konjice Zreče, nadaljevali z obnovo ceste Sojek-Kamna Gora in uredili skoraj kilometer ceste Gabrovnik-Sveta Barbara. Začela se bo izgradnja krožišča v Tepanju, ki je pogoj, da potem nadaljujemo z ureditvijo industrijske cone, tam predvidene. In seveda še marsikaj drugega bo, torej skoraj 50% tega proračuna, ki ga planiramo v naslednjem letu in ga občinski svet že potrdil na svoji seji, je bistvo investicijskega. Občina bo sredstva zagotovila tudi za različna druga področja, med njimi šport in kulturo. Tudi v tem letu bodo dela nadaljevali v Žički Kartuziji, kjer so že lani začeli z obnovo cerkve. To je 2 milijona evrov, ki je sofinancirani direktno iz Ministrstva za kulturo. Tu bi se rad zahvalil tudi obema poslancoma, ki sta iz našega okolja, ki sta tu močno prispevalo, da je ta denar v občino prišel. Torej, mi smo v tej fazi naredili to, da smo stabilizirali, cerkev kot tako, da smo pripravili jo za to, da bomo naredili ostrešje, da bomo to zavarovali in seveda nadaljevali z obnovo v skladu z navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine. To planira 1,2 milijona evrov, da bi v ta projekt šlo. Seveda pa občina tudi mimo tega skrbi za to, da Kartuzijo ohranjamo, da jo revitaliziramo in pripravlja se celovit projekt obnove tudi za ostale še objekte, ki so potrebni revitalizacije in tu dela ne bo zmanjkalo. Vsaj 10 let, če bomo kar močno morali investirati, da bo nekje celovita podoba Žičke Kartuzije takšna, kot mora biti. Na občini tako upajo, da bodo uspeli vse načrtovane naložbe izpeljati in da jim pri tem ne bo ponagajala epidemija COVID-19. Želim si, da vsi skupaj na nek način to težavo, ki imamo, ta COVID, premagamo, torej da čim prej pride življenje normalne tirnice. Ljudje si želimo normalno druženje, socialnih stikov, predvsem mladi, vidim, da to pogrešajo. Predvsem si pa želim tudi, da bi bilo na tej osnovi tudi več osebne svobode, kot je bilo do sedaj. Že sredi decembra so v celjski umetniki, ki imajo svoje prostore v umetniški četrti Celje, na ogled postavili svoje dela, ki si jih lahko obiskovalci ogledajo kar v njihovih izložbah. Dela bodo na ogled do konca meseca januarja. Predstavitve v izložbah ateljejev celjskih umetnikov, ki imajo svoja domovanja v umetniški četrti Celje, to je v atriju med Gosposko ulico in na Okopih, so na ogled postavili že 10. decembra in, kot so zapisali na svojem Facebook profilu, obiskovalce vabijo, da se sprehodijo mimo njihovih ateljejev. Tako svoje stvaritve predstavljajo Galerija Aku z razstavo Maše Motoh Sorting Ceremony. Nekaj korakov naprej nas pozdravi slikar Matej Čepin s svojo slikarsko intervencijo poimenovano Sprehajalci. V prehodu na Okope v izložbi svojega ateljeja fotograf Tomaž Črnej predstavlja svojo fotografsko serijo z naslovom Status. V izložbi nasproti njega pa vizualni ustvarjalec Jure Cvitan ponuja na ogled za ta koronski čas izredno aktualno vizualno inštalacijo, ki jo je poimenoval s preprostim naslovom Zaloge. Na nasprotni strani atrija pa nas pričakajo slikarske postavitve v izložbah ateljejev 3 celjskih slikarjev, Narcisa Kantarčiča, Tomaža Milača in Milana Todiča. Ko zavijemo nekoliko korakov iz atrija na Okope, pa nas nevsiljivo preseneti zvočna inštalacija multimedijske ustvarjalke Andreje Đakušić.
Ideja za to vrstno predstavitev umetnikov v U4, kot se na kratko imenuje Celjska umetniška četrt, se je porodila znanemu slikarju in leta 2018 prejemniku srebrnega celjskega grba Narcisu Kantarčiču. In kot so nam prisotni umetniki potrdili, je ideja takoj padla na plodna tla. Ja, Narcis je letos dal idejo, da bi v bistvu kljub temu, da je tale korona in smo precej onemogočeni pri svojem ustvarjanju, vseeno v umetniški četrti nekaj naredili in vsi smo se seveda z veseljem odzvali, zelo z različnimi mediji, no, od fotografije, tisti, ki so zavezani bolj klasičnim medijem, se pravi slikarstvu, so razstavili v izložbah pa svoje slike. Umetniki, ki ustvarjajo v celjski U4 umetniški četrti, seveda dajejo centru Celja svojevrsten utrip. Zaradi zdravstvenih razmer je bil ta tokrat zanesljivo manj zaznaven. Sicer pa vsako leto v prazničnem decembru ustvarjalci te naše umetniške četrti vedno pripravijo kaj zanimivega, kaj izvirnega. Pa kaj podobnega tokratni predstavitvi še načrtujejo? Tako kot združena neka, se pravi dejavnost znotraj umetniške četrti je bilo že kar nekaj takih dejavnosti. Je pa v bistvu zdaj tale čas nam pokazal oziroma nas je prisilil v to, da se malo drugače organiziramo, da delujemo malo drugače in jaz sem skorajda prepričana, da bo v bistvu ta način se nekako pokazal za dobrega tudi v prihodnosti, ko upamo, da bodo razmere boljše. Ja, jaz upam, da se bo čim večkrat dogajalo kaj takšnega, ampak ne v kontekstu korone, ne, ampak nasploh, da dobimo tudi neko podporo in občine in cele ustvarjalne skupnosti Celja, ne. Prav smo se pogovarjali o tem, da mogoče bi pa lahko res te razstave malo razširili v mesto, ker pač umetniška četrt je vse nekje na koncu mesta ali pa v nekem kotu. In mogoče, če bi se pravočasno ali pa zdaj naprej povezali še z raznimi, recimo lastniki raznih izložb in podobno, da bi pač se približali bolj centru mesta, ker potem pač ljudje to vidijo. Seveda, vedno probamo nekako biti, bom rekel, mislim, originalni, nekako spreminjati taktike, kako privabiti občinstvo. In mogoče tudi je ena od teh oblik, se mi zdi, da je prijetna, da lahko damo neki življu Celja in tako pripomoremo k eni dinamiki, bom rekel, dogajanja v Celju. Umetniške predstavitve v izložbah ateljejev celjskih umetnikov, ki ustvarjajo umetniški četrti, si boste lahko tam ogledali vse tja do konca januarja. Več o tem pa v reportaži v Minutah za kulturo na televiziji Celje. Slovenska moška rokometna reprezentanca se je na novega leta dan zbrala v Laškem, kjer se pripravlja na kvalifikacijski tekmi z Nizozemsko za nastop na Evropskem prvenstvu leta 2022 ter za nastop na svetovnem prvenstvu, ki se bo v Egiptu začelo 13. januarja. Predvsem mislim, da smo zelo motivirani, da v bistvu že eno leto nismo igrali reprezentančnih tekem. Končali smo, bom rekel, z nekim uspehom, z nekim pozitivnim duhom, ampak vemo pa, da nam je nekaj malega zmanjkalo, da bi pa dosegali vse, kar smo si želeli. In zdaj, eno leto kasneje, mislim, da imamo teoretično lahko še boljšo ekipo. Definitivno bomo imeli več časa spet na voljo s trenerjem. Da poskušamo vse skupaj dvigati še na višjo raven, kot je bilo to na Švedskem. Zdaj, kaj nam bo pa to prinesel, mislim, da je treba iti tekmo za tekmo, najprej kvalifikacije, pol šele veliko tekmovanje, poskušati biti najboljši na vsaki tekmi in poskušati zmagovati. In na ta način mislim, da lahko pridemo precej daleč. Tudi jaz upam, da bom končno spet redebitiral v reprezentančnem dresu. Vsaj tako se malo počutim, ampak super so občutki, res. Mislim, da je novembrska akcija, kakršnakoli da je bila, meni osebno zelo pomagala. Malo sem razbil ta let, ta odnos z soigralci, tako da se veselim, sem vznemirjen, pa ne samo zaradi te prve tekme, ampak nasplošno zaradi celega meseca. Najprej bom rekel, da si želim, da vsi ostanemo zdravi.
kajti smo v težkem obdobju korona, jaz upam, da nam ne bo prekrižala načrte. Tako da najprej prve dve tekme z Nizozemci, seveda si želimo na obeh tekmah zmage in pa potem prvenstvo. Zdaj ne bi rad napovedoval nekaj velikega, ampak bom rekel, da si najprej želim, da osvojimo to prvo mesto v skupini, potem pa gremo korak po koraku in jaz vem, da smo sposobni narediti nekaj velikega. Prva želja je definitivno, da ostanemo vsi zdravi, da bomo lahko selektor računa na vse igralce in potem tekmo po tekmo. Zavedamo se, da imamo dobro reprezentanco, dobro vzdušje, odličen strokovni štab, tako da definitivno ciljati na najvišja mesta in verjamem, da s trdim delom lahko dosežemo dober rezultat. Praktično jaz sem prišel pred par dnevi domov, že takoj na reprezentanco. Jaz si želim seveda, ker najprej igramo z Nizozemsko, da te dve tekmi dobimo. Imamo velike možnosti, da to uresničimo. Želim si pa tudi na svetovnem prvenstvu uresničiti neke sanje. Imamo dobro ekipo, dobro vzdušje, dobro strokovni štab, tako da jaz upam na res dober rezultat. Moram reči, da sem vesel, da se po več kot 3 letih spet vračam v slovensko reprezentanco. Občutki so zelo dobri. Jaz upam, da nam bo zdravje služilo in da ne bomo imeli težav s poškodbami in pa s koronavirusom. Moji občutki so res dobri in optimistični in jaz verjamem, da imamo zelo dobro ekipo, ki lahko poseže po vrhunskem rezultatu. Jutri bo pretežno oblačno in zjutraj ponekod po nižinah megleno. Nekaj sonca bo sredi dneva zlasti v višjih legah ter na Primorskem. Proti večeru in v noči na sredo bodo padavine od juga prehodno zajele vso Slovenijo. Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, v alpskih dolinah do -4, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Do srede zjutraj bodo padavine večinoma ponehale. V sredo čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami, tudi snežnimi. V četrtek se bo delno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah precej megle in nizke oblačnosti. Z vremensko napovedjo zaključujemo ponedeljkove dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten preostanek večera in nasvidenje.